Žan Sterle oziroma kranjski sapiens letos za nas zaganja časovni stroj in nam predstavlja izjemne zgodovinske osebnosti. Koga bomo spoznali danes, Žan? Danes bomo spoznali izjemno žensko, ki ni pustila, da ji drugi govorijo, kaj naj počne. Plodove njenega trdega dela občudujemo še danes. Ime je bilo Ivana Kobilca. Dobro. Tole pa je vprašanje. Ivana Kobilca je ustvarila veliko A. jedkanic, B. olj, C. litografij ali D. reliefov. Ne vem. Ne vem, kaj je litografija, jaz bi rekla. Litografija, relief. Rumeni še diskutirajo. Izbrali pa ste dvakrat odgovor C. Izbrali ste litografije. Ja, lahko vam povem, da litografija je pravzaprav odtis kamna na papir. Neka taka zanimiva tehnika, ki je bila izumljena proti koncu 18. stoletja. Ne vem, če jo uporablja tudi Ivana Kobilca, bomo preverili. Žan, kar povej nam še kaj več o Ivani. Ivana Kobilca, ena najpomembnejših slovenskih slikark vseh časov. Njene slike visijo v Narodni galeriji, krasila je tolarske bankovce, s svojimi deli pa je prepričala celo stroge žirije v Parizu. Rodila se je v Ljubljani leta 1861, v času, ko dekletom ni bilo dovoljeno študirati umetnosti. A to je ni ustavilo. Hodila je v galerije, sama vadila risanje in kopirala stare mojstre. Preselila se je tja, kjer je umetnost živela. Najprej na Dunaj, potem v München. Tam je slikarstvo študirala po svoje, opazovala, slikala, se učila. Ustvarila je veliko olj oziroma oljnih slik. Oljno slikarstvo je proces barvanja s pigmenti s sredstvom za sušenje olja kot veziva. Tudi Kofetrca in Poletje, eni najlepših slik pri nas, sta naslikani s to tehniko. S Poletjem se je prebila na pariški salon in tako navdušila Francoze, da so jo povabili v francosko narodno društvo visoke umetnosti. Bravo, Ivana! Hvala lepa, Žan. Ja, Ivana nas je tokrat malo pretentala. Olj oziroma odgovor B je bil pravilen. Ja, olja seveda pomeni, da je uporabljala oljno tehniko. Dobro.